Drugi klip. Maja iz Bolgarije. Kaj je dejansko ta zaslon, ta masah? In zakaj njegova prisotnost spremeni našo hotenje prejemati v hotenje dajati? Dejansko se gre za isto stvar, kakor so grški filozofi govorili o iskanju pravega vzvoda, ki bi preko take točke vzvoda, ki bi omogočila, da bi se premaknil svet. Torej dejansko je to tak izjemen vzvod, ki spremeni vse. Predstavljaj se, da imate tako orjaško utež, ki je dejansko samo utež. In potem spremenite smer uporabe te uteži. Ta ego, ki ga imamo, nima dejansko neke lastne smeri, temveč je na vas, kako ga boste uporabljali, in to odloča vsem. Predstavljajte si, da lahko kontrolirate vaše misli in da potem vi odločate, katere želje ali misli boste sedaj imeli. Da dejansko lahko izbirate. To je kakor da bi postavili črto in ne samo, da lahko blokirate ali ne blokirate, temveč lahko tudi odločate, kako se boste relacionirali do njih, kako boste delali z njimi, kako jih boste videli. Predno smo podjarmljeni tem mislim, predtem smo podjarmljeni mislim in hotenjem. Zaslon, ki pride preko vpliva okolja, preko vpliva obdajajoče svetlobe, oziroma dejansko svetlobe. Torej pride do tega, da lahko začnemo manipulirati in vplivati na te misli in hotenja, tako da pridobimo drugo naravo in se dvignemo nad ego, torej naravo svetlobe, dajanja. To je kakor negativ, zadeva se invertira, ravno spremeni se, vse barve se ravno invertirajo, tako invertirate realiteto iz sprejemanja v realiteto dajanja. Torej besede so tu odvečne, to morate sama odkriti oziroma sami odkriti. In potem boste vedeli. John iz Velike Britanije sprašuje, kako bo človek vedel, da je percipiral percepcijo, kaj so znamenja na poti pri tej transformaciji. Torej, vem, ko vidim. Ko boste korigirali vašo percepcijo, boste vedeli, da ste jo korigirali. Tu se ne da kaj veliko povedati. Vse se bo spremenilo. Še drugo vprašanje, ki ga vprašuješ, John, kakšna je razlika v percepciranju realitete, ko sem v prvi, 10, 125 stopni. John, imate res rad ta vprašanja glede merjenja. Torej, počakajte in vidite, kar je eden od odgovorov. In drugi odgovor je, ne gre se samo za števila, ki smo jih tukaj postavili. Svetovi, skozi katere se dvigamo, torej spomnimo se, da niso to svetovi tako, kako recimo Mars in Pluton in Mesec in tako. Se ne gre kakor pri Avatarju za neke svetove. Svetovi v kabalističnem jeziku prihajajo iz besede skritost. In bolje bi jih bilo imenovati skritosti, ne svetovi, kajti to so stopnje skritosti, preko katerih jaz percipiram stvarnika. Kaj percipiram, to pomeni, da dosegam določene stopnje izenačenja forme z stvarnikom. To pomeni, da
da lahko vidim celo realiteto, kakor izhaja iz enega korena, iz enega razloga, ki se imenuje ni nikogar razen njega in dobri, ki dela dobro. V vsem svetu, vsem dogodkom bom videl eno stvar in začel bom upravičevati stvarnika znotraj vseh stvari. In začel bom videti, torej v uvodu, Baha Sulama v uvodu v študiju 10 sefirot, tam govori o stopnjah doseženja ljubezni do stvarnika. Ljubezen pomeni izenačenost forme. Preko teh raznih stopenj odstranjate vse več skritost. Tu je recimo skritost, ni nikogar razen njega, kar je začetek cele zadeve. In potem ne preverjate samo glede vas, temveč glede vseh stvaritev, vseh delov vaše duše. Ne preverjate več, temveč postanete tisti, ki dela dobro, dobri, ki dela dobro, nasproti vsem delom vaše duše. In potem vidite, da je vse, da ste upognili čas v vseh vaših inkarnacijah, v vseh njihovih in vaših fazah, lahko vidite, kako upravičite vse, kar se je dogajalo. Vse te metamorfoze tega kli, ki je bil stvorjeno. In preko tega potem dosežete ekvivalenco forme stvarnikov. Vse bolj kompletno. Torej, na vsaki stopni vidite, na kakšni stopni skritosti ste še vedno. In vidite te skritosti preko tega tudi, kakšno strukturo povezanosti delate z skupino in z ostalim človeštvom. In to so precizne meritve, ki se imenujejo Parcefin Sefirot, in meritve vaših dejanj nasproti korekciji, nasproti ostalim del vaše duše začnete občutiti dušo in pošodo in kako vpliva medsebojno in pride se do preciznih merjenj. In tu ni potem samo neka 121 stopna in 122. To je podobno kakor meritve vašega vida. Torej podobno recimo da ste recimo povsem slepi in potem imate operacijo lasersko, ki vam poboljša vid na recimo -8 in potem začnete razvijati ta občutek vida in potem, ko se premikate od -8 proti ničli, je to seveda vsaka številka pomeni za veliko spremembo. In jasno nam je, da v smislu vida vemo, da je to velika razlika, medtem ko pri duhovnosti je to je praktično enako, le da tam tega še ne vidimo. In ko bomo vstopili v področje duhovnega dosežka, bomo to lahko tudi tam jasno razločili in nam bo jasno. Še eno stvar, ki bi jo rad tu povedal in ki vam bo primerna za vas, John, poskušal sem dati poglobljen odgovor, kajti začel sem občutiti, kaj iščete. Torej, naj vas bo še bolj zbedel. Torej, to so dejansko bile samo besede. In če mislite, da ste preko tega res nekaj prijeli, je to najslabše. To je dejansko trenuten odgovor, zadeve so nekako take, vendar mi moramo stremeti k temu, da se povečuje primanjkljaj, ne izpolnitev.